Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In s velikim veseljem ga pozdravljamo v tem studiu prvič v zgodovini in sploh seveda prvič v zgodovini Slovenije, da imamo profesionalnega igralca pikada, prihaja iz Maribora, to je Benjamin Pratnever. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Beno, oziroma The Star, kot je njegovo pikado ime. Zdaj pa najprej to rešimo. Beno, to ni iz tistega klasičnega mariborskega, ki si zvezda. Ni to. Ne. To izhaja iz moje obutve. No? All Stark. Drugač me poznajo, mislim, ko smo še elektroniko bolj metali, ko sem imel obuto rdeče All Starke, kot zaščitniški znak. Okay. In na to ti je prišlo, da star. Ja, tako. Okay, torej, sami smo slišali, Beno je začel, kot se začne, sicer v največji večini primerov tudi konča pikado karijera, na tistem plastičnem pikadu, gostilniškem, ki ti sam šteje, se ne rabiš z ničemer ukvarjati in kjer lahko 301 špilaš. Zdaj pa, ko je Beno profi, pa je seveda sam sistem povsem drugačen. Ampak kakšna je bila pot? Prvi Slovenec, ki imaš ta profesionalni kart, se mi zdi, kot se reče, na teh turnirjih. Kako prideš tu zraven? To so za Slovenijo, pa tudi za vse druge igralce, sta to v bistvu dva turnirja. Reče se jim Q-School Qualification, ki so v januarju. Eden se odvija v Angliji sedaj, drugi pa v, bom rekel, celinski Evropi, v Nemčiji. Tako da v Angliji lahko tekmujejo Angleži oziroma Veliko Britanci, v celinski Evropi pa vsi ostali. Ne? In pol zbereš dovolj točk in če si dovolj dober, pač... To je enotedenski turnir, ki je sestavljen iz dveh faz. Letos, ko sem se jaz uvrstil, je bilo 509 igralcev. 509 igralcev, karto pa je dobilo 16 igralcev. To pomeni, da si res v sami špici, če lahko uporabim ta izraz, ker špici je pomemben. Torej, in potem so ti turniri v Angliji in tudi širše, v eno si na poti, tako da super, da smo izkoristili luknjo, ko si doma. Igra se, zdaj kak je tudi čist tak sam sistem, oziroma ko govorimo o igri, igra se tisti klasični pikado, elektronski. 501, verjetno. Ne? 501, ja. Double out, ja. Double out. Ja. Ni bull out ali... Bull, čista sredina bull, to se pravi rdeči, tisti bull, tisto je double. To je double. Zelen je 25, tako. Tako, double 25, tako. Tisto je največji izhod, ne? Okay. Tisto je največji izhod, je čisti rdeči bull, no, tako rečemo, ne? Je pa pikado, oziroma sploh na teh resnih turnirjih, je to igra predvsem koncentracije, ker skill moraš imeti, se pravi sposobnost to metati, to je zaprtimi očmi, verjetno vsakega od nas gladko premagaš, ampak je pa potem, ne, ti si moraš narediti verjetno načrt skozi igro, sam računati vse. Profesionalci pač, ti na najvišjem nivoju začnemo računati tam nekje pri 300, ne? Da ostajajo številke, ki potem grejo zaključiti z 3 puščicami. Kot naprimer, ne vem, največji izhod je 170, ne, to je Big Fish, kao 170, največji izhod 169, pa ne gre zaključiti, ne. To se pravi, si moraš malo nabaktati, ne. Greš vedno malo drugače, da mečeš, ali greš najprej, ne vem, 3x20, pa 3x20, pa potem... tu pa je zdaj druga, ne. 3x20 se meče zaradi tega, ker samo s 3x20 lahko... zaključiš z 9 puščicami. Če mečeš non-stop 3x19, je premalo, potem ne gre zaključiti na koncu z 9 puščicami. To je bil moj problem. Tu je bil moj problem. In potem imaš, seveda verjetno tudi same puščice, s katerimi mečeš, so verjetno posebne, utežene prav. Moje, tako bom rekel. Ki ti pašejo. Mislim, ta bull
firma, ki mi je zdaj še sponzor, mi je naredila puščice pač take, kot sem jaz hotel, ne, za mene. Drugače pa so puščice prvič različnih oblik, drugič različnih tež, nastavki so daljši, krajši, to pa moraš sam potem skozi igro, skozi trening videti, kaj ti paše. Pravila, mogoče, da bi zdaj pa rekli, zdaj tak dolga mora biti puščica, toliko mora biti špic. Ja, omejena je navzgor. Omejena je navzgor, zaradi tega, ker če bi bila predolga, potem bi tisti, kaj so veliki, mogoče lahko pikali not brez, da bi, ne. Seveda, ja. Kopje. Ja, da bi vrgli, ne. Super. In je verjetno si pa začutil, da pa je tu možnost ali pot, ko si ugotovil, da kadarkoli si prišel v gostilno, zdaj gledaj, brat, ne meri tu nagre. Brez veze, pa ne gremo. Ali pa so te prvega volili. Ja, se točno to, če so bile dvojice. Ja, čisto začetna pot je bila tak, da tam, kjer sem začel v Reds pubu, v Mariboru, je bilo tak, da se je ekipa prijavila v ligo, pa je bil eno premalo tam, ne, in potem smo gledali tekmo, ajde Beno priji, poleg, da smo vsaj 4 in tako sem jaz začel, ne. Najprej za število, pol pa brez njega ni bilo. Ja. In potem imamo zdaj pač, to je bilo nekje pred kakimi 15 leti, ne? Ja, tu nekje. In 15 let kasneje imamo prvega profesionalnega igralca Pikada, to je Benjamin Pratnimer. Seveda, Igor, ti se še vedno sprašuješ, zakaj se te nekaj strašim z obiskom Benota. V nadaljevanju, ko se bomo z našim profi igralcem Pikada še malo pomenili. Tudi o tem, kak je Littler, ko ne igra Pikado. Zdaj pa ne veste, kdo je to, ne? Ne. Tak je zadnji 2 leti zmagal. Veš, Beno, pač. Bomo naučila, kaj se? V nadaljevanju Benjamin Pratnimer je naš gost. In v tem studiu gostimo našega prvega profesionalnega igralca Pikada, Benjamina Pratnimerja. Beno, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, ko igraš med profesionalci, ko so ti turnirji, to so predvsem veliki šovi, ne? Ja, res je. Vemo, da imaš ti, vsak ima tako na boksu, ne, walk-in muziko. Ja. In ti zdaj imaš, aktualna tvoja je? Od Lačnih Francov, Zdravljica. Tako, ker je z Maribora, pa ker je Slovenec. Tak je pravilni vrstni red. Ne? In potem te povej, kako to zgleda. V bistvu jaz mislim, ko tako malo po televiziji, kdaj kaj ujamemo, nimaš pravega občutka, ne? Koliko ljudi je to, kako to zgleda. Ja, to je velike so te dvorane, ljudi pa je več tisoč, ne? Več tisoč in v bistvu 2 igrama, navijanje pa je, bom rekel, nogometno, ne. Resno? Ja, A ne rabijo biti tiho kot pri tenisu? Ne. Navijanje je nogometno, to je prvo, pa še ena zanimivost je, da se ljudje v publiki se maskirajo. To je kot pust. Res? Ja. Kaj? Ja, to je... Različno. Kar tak nekaj ali je kakva tematika? Ne, to je verjetno tako pri nas na pust, ko greš na Ptuj ali pa kamorkoli na te karnevale. Vsak je drugače maskiran, pač. Fora pa je v tem, da tiste najboljše maske potem so na televiziji, ne? Kao jih posnemejo. Oni igrajo. Ja. Cool. Ja. Noro, tako da ni tu in to je še dodatno moti koncentracijo, v bistvu, oziroma je še teže. Ja, moraš izklopiti, ne? Dobesedno moraš izklopiti, ker če poslušaš vse tisto, kaj se dogaja od zadaj, je nemogoče, ne fesi, preden si štartal. Trenutno najboljši Luke Littler, ki je zdaj bil 2-krat svetovni prvak tudi, ne, zapored, to gre za mladega pubeca. A to je tudi. Ja, Luke Littler. Zgleda, veš, tako da dela neki v mesnici, ampak je pa dejansko najboljši. In to je ta mlada garda, praviš. Ja. To so mladi igralci ti med, bom rekel, mlajši, pa tam nekje do 22 let, ki bodo slejko prej krojili vrh, ali pa že krojijo, no. Ja, definitivno. V finalu sta bila 2 mlada, ne, Gian Van Vini in Luke Littler, to so stari, se pravim, Luke Littler je niti 20 let, on pa malo čez, tako da. In zdaj je po novem tudi tak, da ko si svetovni prvak v Pikadu, lepo gre milijonček, ne? Ja.
Taka nagrada, je? Ja, ja. Kaj pa si Nagrade mislil? so ogromne. Ja, Je to tako runda pri Maxu, tako ste vi špilali včasih. To je resna stvar, Jeger. Kaj si hecen? Ja, ni to hec in si igral proti njemu že kdaj? Ne, proti Ne, njemu ne, proti tem drugim, ko je finalu špilo, pa sem igral. Ja. In? Si mu dal? Dvakrat sem zgubil, enkrat pa zmagal. No, evo, Bravo. viš, tako, Beno, ni vse v mladosti, to jaz vsem razlagam. Okay, zdaj te čakajo tudi novi turniri, zdaj, kot smo rekli, veliko potuješ, zdaj si v Mariboru, ampak že čez par dni Nemčija. Ja, tak je, Pro Tour se nadaljuje nekje marca, konec marca v Leicesteru spet, Najprej v Angliji. Ja. Ampak so še pa drugi turniri, ki... Ja, tisto pa, ja. Nemčija, Belgija, skratka po celi Evropi. In zdaj se veš, mi imamo tu podatke, mi se s tabo pogovarjamo, mi smo seveda veseli in ponosni, ker si z Maribora in smo tako tvoji fani, hočeš, nočeš. Nismo te pa še videli direktno v akciji, Jeger, in tu prideš v igro ti. Jaz imam en taki lepi... Make-up trakec? Ja, tako, to bo v bistvu preveza za oči, ki si jo boš dal, in na glavo boš si dal eno jabolko. Pol bo prišel In Robin potem bo, ne, William Tell, in potem bo Beno stopil na 2,37 m, tako je? Ja. Sem rekel prav? Ja, ja. Ok, sem si zapomnil. In bo probal zadeti jabolko na tvoji glavi. Ampak ne rabiš se bat, ne bo vzel špice, onih jeklenih, Ne. ampak s plastičnimi. prosim, se gre samo, da zadene jabolko in da ti ne trzneš, zato pa je preveza čez oko. Kako bomo izvedli to, kar še nikoli nismo? In ali bo Beno trofo, ali Jeger danes zadnjič dela? Vse to, čez 3 minute. Matic Jeger je že postavljen. Jeger, Čakaj, da se pripravi. ja, pripravi. Sveda naš edini profesionalni igralec pikada, Beno Pratnemer iz Maribora, eden najboljših na svetu, bo demonstriral svoje mojstrstvo. Beno je že postavljen na pravo razdaljo, Jeger si je dal prevezo čez oči in jabolko na glavo. Ali bo Beno uspel iz standardne razdalje izbiti jabolko iz Jegrove glave? Beno je pripravljen, Beno meče iz prve! Izjemno. Čestitke. Hvala. To je bilo verjetno prvič, ne? Prvič, ja. A smo zašvicala. Ne počnite tega doma. Naj samo povem, ja, da je Beno jasno, da je profesionalec in zato res prosim, ne ponavljati teh stvari doma. Ampak Jeger, prav, to si za spomin, ne si jabko. Je samo špic, boš mogel dati nazaj. Ja, je bil plastičen. Špic je Dobro, pomeri. Ja, če smo se menili plastični. Če je ona navijala Če za so močeniki Kovinskega. danes. Beno, mi smo izjemno veseli, da si prišel danes tukaj, ponosni na tvoje dosežke. Seveda ti želimo v prihodnje tudi prvo mesto, Hvala. valjda, ampak že to, kar si do zdaj naredil, je genialno. Iz športa, ki ga mnogi neupravičeno ne jemljejo resno in na prav način, si ti ne samo naredil mojstrstvo, ampak dejansko nekaj dosegel na svetovnem nivoju. In to ne bo mogel nikoli noben vzeti, ne tebi, nam z Maribora, pa tudi ne. Tako je. Ker je naš pubec tam. Beno, vse dobro ti želimo, mirno roko, hitro računanje, pa pač delaj se, da piješ. Naj oni pijejo, ti pa lepo z mirno roko dalje. Ne? Hvala. Beno Pratnemer je bil to naš profesionalni igralec pikada.